Pediatrična klinika Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani je osrednja zdravstvena ustanova, ki nudi celostno zdravljenje in obravnavo otrok iz vse države. Letno opravimo preko 12.000 bolnišničnih obravnav, tam okrog 65.000 ambulantnih obravnav. Letno na zdravljenje v bolnišnico sprejmemo nekaj več kot 80 otrok z novo odkritim rakom. V sklopu zdravljenja bolezni opravimo približno 10 presaditev krvotvornih matičnih celic in med drugim opravimo tudi 80 do 100 operacij prirojenih srčnih napak. Poleg tega seveda na kliniki poteka tudi program presejanja novorojencev, ki je eden najbolj obsežnih ne samo v Evropi, ampak tudi v svetu in s katerim lahko zelo zgodaj v nekaj dneh po rojstvu odkrijemo bolezni, ki jih lahko potem zelo učinkovito zdravimo in ozdravimo ali pa z ustreznimi ukrepi preprečimo, da bi pripeljale do bistvenega poslabšanja otrokovega zdravja. Velika večina otrok z redkimi boleznimi se zdravi pri nas. Da bi bila ta obravnava, torej bolnikov z redkimi boleznimi, čim bolj celostna, smo v ta namen leta 2024 ustanovili Center za redke bolezni, v okviru katerega deluje multidisciplinarni tim, kjer strokovnjaki številnih, praktično vseh področji naše klinike in tudi drugih klinik znotraj kliničnega centra, ob sodelovanju tudi genetskega laboratorija, kliničnih psihologov in socialne delavke, pač celostno obravnavajo otroke, poskušajo čim prej priti do diagnoze in pa seveda zagotoviti celostno in tudi čim bolj usklajeno obravnavo teh bolnikov, obenem pa nuditi tudi psihološko podporo, ne samo otrokom, ampak tudi njihovim družinam in zagotoviti tudi socialno podporo in vključenost v domače okolje s strani socialne službe. Poleg multidisciplinarnega tima imamo seveda tudi pred kratkim s pomočjo Nacionalnega inštituta za javno zdravje vzpostavljen register redkih nemalignih bolezni in pa končno je zaživela že pred leti vzpostavljena nacionalna kontaktna točka za redke bolezni, ki nekako komunicira z javnostjo in na področju ozaveščanja o redkih boleznih. V bližnji prihodnosti pa bomo tudi v okviru enega ciljnega raziskovalnega projekta, ki je bil sprejet s strani Ministrstva za zdravje, bomo uvedli center za razvoj in vpeljavo naprednih zdravljenj redkih bolezni v Sloveniji, kjer bomo pač pripravili neke zakonske osnove in tudi regulatorne zadeve in tudi klinični del infrastrukture za vpeljavo naprednih zdravljenj pri redkih boleznih, ki pa sicer v Sloveniji že potekajo. Kadar oceni konzilij 3 specialistov te hiše iz ustreznega področja, da so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane in da se v bistvu z zdravljenjem v tujini pričakuje izboljšanje ali pa prepreči poslabšanje zdravstvenega stanja, se takega bolnika napoti v nek center v tujini. Mi smo, glede na to, da smo v vrhu pač pediatrične medicine, člani tudi številnih evropskih referenčnih mrež na področju redkih bolezni in imamo seveda tudi zelo dobre povezave z vsemi centri, ne samo v Evropski uniji, tudi v širši Evropi in tudi v svetu nasploh, lahko take otroke pošljemo na zdravljenje v tujino, seveda pod pogojem, da je zdravljenje učinkovito in da je učinkovitost
tovrstnega zdravljenja podprta z dokazi. Torej, če gre, kot sem rekel, da je indikacija za napotitev za zdravljenje v tujino in če obstaja dokazano učinkovito zdravljenje in če da komisija na naši kliniki, ki jo potem odločitev, katero potrdi tudi strokovni direktor kliničnega centra, potem so stroški zdravljenja v tujini breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in mislim, da smo v zadnjih letih, torej mislim, da je zavod tudi objavil včeraj podatke, koliko vlog je bilo, koliko je bilo tudi rešenih. Mislim, da to sodelovanje poteka zgledno. Je pa res, da je pa potrebno otroka napotiti na učinkovito zdravljenje. Se pravi, bilo je nekaj vlog zavrnjenih, tudi strani naših komisij, z razlago bodisi, da možnosti zdravljenja pri nas niso bile izčrpane, ali pa da je šlo za zdravljenja ali pa načine zdravljenja, ki v medicini nimajo znanstvene podlage. Mogoče bi samo še enkrat poudarili, da dostopnost in zdravil in kakovost in nivo zdravljenja redkih bolezni je v Sloveniji izjemno visok, višji kot v večini evropskih držav, vendar odločanje o tem, kdaj je zdravljenje utemeljeno, je strokovno in mora ostati na strokovnem nivoju in to ni politično vprašanje in res želimo, da se strokovna vprašanja v Sloveniji ne obravnavajo kot politični problemi. To je pač, mi delujemo v univerzitetni klinični ustanovi, imamo srečo, da so naši sodelavci in sodelavke pač res vrhunski strokovnjaki, v marsikaterem področju ustanovni člani evropskih referenčnih mrež na področju redkih bolezni in dejansko smo vpeti v mednarodno dogajanje in tudi seznanjeni z možnostjo sodelovanja v raziskavah. In dejansko v primeru, da se pojavi možnost vključitve naših bolnikov v kakšno od teh raziskav, poskušamo na ta način to izkoristiti, ker je seveda, če se starši s tem strinjajo in če seveda tudi bolnik ustreza nekim presejalnim kriterijem za vključitev v raziskavo. Seveda jim nudimo vso podporo pri vseh s tem v zvezi povezanih opravilih. Je pa res tudi, da v takšnem primeru stroške izvedbe raziskave nosi sponzor. Se pravi, podjetje, ki izvaja raziskavo oziroma tisti, ki v tistem centru izvaja raziskavo, je tisti, ki nosi stroške tega zdravljenja in ti stroški v ničemer potem ne bremenijo našega zdravstvenega sistema. Mi v bistvu želimo čim več otrokom, če je to možno, to omogočiti in kot sem rekel, jim nudimo tudi podporo pri vseh ostalih s tem povezanih pravilih.